Najprej lep pozdrav vsem. Hvala za povabilo. Na nek način občudujem tiste, ki se ne umaknejo od življenja takrat, ko je življenje najbolj resnično, ne? Ki so pripravljeni pristopiti, da človek v najbolj prelomnih trenutkih svojega doživljanja ne bi bil sam. Pa ne mislim samo tiste, ki prestopajo prag večnosti, ampak mislim tudi na tiste, ki ob tem doživljajo prav ene posebne situacije življenja, v katerih se mogoče ne znajdejo in je mnogo lažje, če nekdo pride samo že kot pomirjajoča bližina, kot tisti zastopnik tretjega. Ne? Sam zelo poudarjam, da se bo naša civilizacija na nek način morala povrniti iz te polarizacije, iz te, tega kontrasta, recimo sreča, nesreča, življenje, smrt, da se bo mogla povrniti v tistemu trojstvu, ne, tretjemu, k povrnitvi Božjega delčka. Ne, in recimo, ko ti pristopiš v neko konfliktno situacijo, si dejansko postaneš mediator Božjega, ne, si Božji delček in vi, hospic, res vršite eno službo Božjega delčka, božanske prisotnosti, če rečem temu tako, v trenutkih, ko so ljudje zelo razpeti, ko hočejo na nek način ohranjati tiste, ki so jim kot zemeljski sopotniki zelo dragoceni, tudi v tej telesni podobi, v drugi strani pa je že vendarle to tista bližajoča se znanilka prestopa časa in prostora nazaj v razkošje polnosti, ki si ga mi sicer težko predstavljamo, je težko predstavljivo, vsaka po svoje riše in si ga odslikava, razne religije na različen način, otroci na različen način, odrasli na različen način, vsak pa seveda po svoje slikovito in pa sončno in svetlo. Torej, tema našega srečanja je, zakaj se nam dogajajo hude stvari, ne? Ko pa vendarle vsi v sebi čutimo in zaznavamo, da je že iz čistih naših občutkov zelo razvidno, da je človek ustvarjen za srečo, da je na nek način zlo, trpljenje, kakršnakoli stiska za nas težko sprejemljiva. Še posebej, ko na nek način doseže nek dogodek našo najglobljo občutljivost in nas obremeni, ker je dogodek za nas teža, ker je preprosto nesprejemljivost. Ne? Pa ne mislim tukaj samo na ta zemeljska slovesa. V življenju se nam tolikokrat zgodijo tako čudno težke stvari. Ne? Lahko doživiš to kot na nek način veliko razočaranje od osebe, na katero si stavil vse, na katero si se, lahko bi rekel, 100% zanesel, ne? Za katero si verjel, da je tista tvoja res temeljna gotovost tukaj v času in prostoru in potem kar naenkrat doživiš s strani tiste osebe neko zatajitev svojih pričakovanj. Ne rečem, da je ona postala drugačna, ne, ampak na nek način je zatajila naše pričakovanja in nas s tem na nek način prizadela, ranila. Toliko tega je, kar se doživi in je hudo v našem življenju, pa tudi v življenju tistih, s katerimi se srečujemo. Ker sem v Mariboru, bi se rad tukaj spomnil tudi nastanka Majcna, nekega velikega človeka, ki je preveč neznan, tudi verjetno med samimi domačini Maribora, je bil izjemen človek, tudi izjemen pisatelj, izjemen dramatik, katerega temeljno vprašanje je bilo, zakaj trpijo toliki, ne? Še več, ne? Če je Bog dober in vsemogočen, zakaj trpijo toliki, ne? Ker to predpostavka, ta vera v vsemogočnega in dobrega Boga, to vprašanje trpljenja samo še bolj poglobi do neznosnosti. Alojz Rebula opisuje v svojem dnevniku srečanje z Stankom Majcnom, ko je še ta bil tukaj, ko je še kolobratil po Mariboru, ne? In pravi, ko sva se poslavljala tam
pri vrtnih vratih, mi je rekel Stanko, je rekel, ko bom prestopil prag večnosti, kot pridem pred Boga, mu bom zastavil vprašanje, zakaj so toliki tako zelo trpeli. In je rekel Rebula, misliš ljudje? Je rekel Stanko Majce, ne, tudi živali. Vse, kar je v doživljanju življenja, trpi. In je na nek način po našem čutenju, po našem vidu, to trpljenje preprosto nedopustno. Tega trpljenja preprosto ne moreš upravičiti. Ti dobro veš, da ga ne bi smelo biti. Ne? Zakaj trpijo nemočni? Oziroma, sam sem naslovil o tem razmišljanju tole knjigo, ki jo verjetno poznate, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Naj se malo pohvalim, da je doživela v kratkem času že drugi ponatis, ne? Nekateri pravijo, da je to ena od knjig, ki bo preživela, ker ponuja toliko miselnih izzivov. Sam sem se ukvarjal s tem vprašanjem prav v tej knjigi. Ne zato, ker bi me to vprašanje zanimalo teoretsko. Tudi to. Ne? Priznavam, da me to vprašanje vedno znova vznemirjalo. Ne? Namreč sem duhovnik. Globoko verujem v vsemogočnega in ljubečega Boga. Vedno znova pa sem se srečeval s tolikimi trpečimi. Dobro, neko trpljenje rečeš, da je pač pričakovano. Ne? Tudi jaz sem iz dneva v dan starejši in v nekem trenutku bom dozorel, da prestopim prag večnosti. In sleherno slovo nam je bridko. Zakaj? Ker, veste kaj, mi se navežemo. Mi imamo, tudi če veruješ v presežnost, ne? Ampak mi imamo radi določene osebnosti v njihovi zemeljski podobi. In nam je ta podoba sveta, dragocena, na nek način, če pravimo, da so zakramenti, vidna znamenja nevidne milosti, so naše telesa zakramentalne, svete podobe. Ne? Zakaj? Ker so nositelji tiste osebnosti, tistega človeka, ki nam je kot sopotnik, kot ljubeča bližina neizmerno dragocen. In ko zapuščaš, ko se moraš posloviti od teh podob, je to bridkost in je stiska. In sam vem, recimo, kako sem se bal, recimo, ko je oče počasi prehajal, ne, kako sem se bal, oziroma bolj sem se bal, veste, tega prej. Ker ko se je dogodilo, da je začel prehajati, so bili to zame eni najlepših trenutkov sobivanja z očetom, ker sem preprosto si vzel čas, ne, in tako smo se razdelili, mama z njim zvečer, sestra popoldne, jaz pa dopoldneve, ne. In moram reči, da me je takrat očetova bližina, to, kar je on bil za moje življenje, izjemno globoko zaznamovala. Da so bili ti trenutki, kakor sem se jih prej bal, vendarle milostni, za mojo dušo neizmerno mili in bi bil en hud manko, če bi se umaknil iz katerekakoli razloga iz tega sopotništva v zadnjem obdobju njegovega zemeljskega bivanja. Na nek način mi je takrat na nek način dal ogromno, na nek način me je, lahko bi rekel, kot te zakrament notranje obogati, on še v tistem prehajanju, odhajanju izjemno notranje zaznamoval in me obogatil. Pa vendarle sem se teh trenutkov najbolj bal. Ne? Toliko tega je, česar se bojimo, čemer bi se radi umaknili. Ne? Toliko tega je, kar vemo, da bo prebudilo v nas bridkost. Ne? Neke stvari, kot sem rekel, razumeš, da pridejo, recimo kot zemeljski konec. Če seveda ni ta nepričakovan, nenaden, bi rekel, trenutkih, ko si jih preprosto ne nadejaš. Ne? Če se ti postopoma poslavljaš, je lažje. Če se pa to zgodi hipoma, je pa seveda zopet popolnoma drugače. Nekatere trpljenja, veste, pa so preprosto nerazumljiva. Ne? Torej, če ti veruješ, da je Bog dober in vsemogočen, se pa zgodi nekaj hudega, pa če si ti celo stavil, recimo, na tega Boga, da ti bo pomagal, da te bo varoval, ne? Če si otroka učil od malega moliti sveti angel in si zaupal tem angelskim bližinam, da ga bodo obvarovala hudega, ne? Potem pa se zgodi nepričakovano.
Naslov te knjige ni izmišljen. To je naslov, ki so mi ga vedno znova zastavljali ljudje, ki so se jim zgodile resnično hude stvari in ni bilo razumljivo, da so se zgodile v predpostavki, da je Bog dober, vsemogočen spremljevalec našega življenja. Ta naslov so mi pravzaprav pomagali na nek način ozavestiti, oziroma so ga povedali prijatelji, ko jim je umrl otrok. In potem, ko so prišli k meni, smo seveda najprej sočustvovali in jokali. Potem pa, veste, v nekem trenutku, ko si v tihoti sočutja, se kar samo po sebi prebudi čas, dozori trenutek za tudi vprašanje, ki se neizprostno postavi, ker smo mi vendarle tudi racionalna bitja, ki stvari ozaveščamo in se ob njih sprašujemo. In takrat sta mi ta starša rekla, poglej, Karel, mi dva najina otroka vsak dan izročama v Božje varstvo. Ne? Kje je bil Bog? Ne? Kje je bil Bog? Ta Bog, ki ga ti oznanjaš, da je dober in vsemogočen. Ne? Kako ga lahko oznanjaš kot dobrega in vsemogočnega? Kaj počne Bog v nebesih, ne? Ko se dogaja tukaj na zemlji toliko trpljenja, toliko nedopustnih bridkosti, toliko silovitega gorja? Kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? To je tisto vprašanje, na katerega sem preprosto moral kot zastopnik tega Boga odgovoriti. V realnosti časa in prostora, ki je zaznamovan s tolikim trpljenjem. In zato sem se vrgel to pisanje, v to odkrivanje, v to odstiranje, v katerem ta knjiga, veste, ni pisana pobožno. Ne? Če bi zdaj to nekdo bral, da bo pa zdaj neko pobožno pisanje. Ne, ta knjiga je pisana s prizadetostjo, z ogorčenostjo, celo z jezo in z besom tistih, torej z doživljajsko resničnostjo tistih, ki so se jim zgodile resnično hude stvari in so jezni na Boga. Najlepši odziv na to knjigo mi je bil, ko mi je poslala neka mamica SMS, nisem poznal kdo, tudi številka mi je bila, pač pisalo je, samo pisalo na kratko. Hvala, podpis je bil pa malce daljši. Mamica, ki je izgubila otroka in je ob tem umrla tudi vera v Boga. Sedaj sem pa našla oboje. Otroka kot angela, ki me spremlja, in Boga. Še pa o tem je nekaj naprej pisala, ampak to je to. Ne? Ta knjiga noče slepomišiti. Ta knjiga se z neizprosno ostrino zazira v imenu tistih, ki trpijo, v to vprašanje dobrega, ljubečega Boga in hudo, ki se nam dogaja v času in prostoru. Na začetku preverim vsa dosedanja razmišljanja oziroma poskuse odgovora na te vprašanje. Ne? Od tistega, recimo, da pač hudo mora biti, ker če hudega ne bi bilo, ne, mi ne bi vedeli, kaj je dobro. Ne? Oziroma, da je, kot zdaj kroži, tudi nekdo me je poslal po internetu, mi je poslal neko razmišljanje oziroma neko prigodo Einsteina, ne, da je pravzaprav hudo samo pomanjkanje dobrega in tako naprej. Ne, veste, to ti lahko na nek način govoriš, da je pač recimo neko hudo res v zavesti, da je potem na drugi strani dobro, ampak da reči nekomu, ki mu je umrl otrok, ne, veste, zdaj boste vsi vedeli, kaj je sreča. Ne? To je ta tipična slovenska sreča. Ne? Ko se ti zlomi noga, se rečeš, hvala Bogu, kako srečo sem imel, da se mi nista dve noge zlomila. Ne? Če si te pa dve noge zlomita, pa spet je, hvala Bogu, neka sreča. Ne da se na ta način zagovarjati obstoj hudega. Ne? Potem poskušam neki pametni, veste, misleci, recimo tudi Anselm Green, pravi, da je bolje, da si tega vprašanja niti ne zastavljamo, ker se zdi na nek način brezizhodno. Ampak poglejte, če se meni to vprašanje zastavi in je to vprašanje temeljno vprašanje v odnosu do Boga, ne,
ker drugače, veste, je upravičljivo to, kar je napisal Camus, ne? Je napisal iz etičnega razloga, bi morali zavrniti obstoj Boga, ne obstoj Boga, tudi če vemo, da je, bi se morali obrniti proti njemu. Stanko Majcen opisuje celo, kako se gre v boj proti Bogu, ampak veste, Bogu, ki ga na tako blesav način nekateri zagovarjajo. Ne samo teologi, tudi filozofi, recimo Leibniz, ne? Ne da se tako. Bodimo spoštljivi do tistih, ki resnično trpijo in jim ne prinašajmo poceni odgovora. Raje molčimo. Bodimo raje sočutni. Samo ne poceni odgovorov. Je že za nekaj dober, ne? Veste, ko se ti zgodi nekaj hudega, pa tudi, če bo to za nekaj dobro, ne? Da se bom jaz potem bolj kot osebnost prečistil. Ampak, ko se meni zgodi nekaj resnično hudega, mi nikar ne govori, da je to za nekaj dobro, ne? Ker ti jaz zdaj trpim. Se bom prišel do tega, kaj je edini temeljni odgovor. Temeljni odgovor je sočutje, ne? Jaz potem sicer v knjigi poskušam na to vprašanje, zakaj se nam dogajajo hude stvari, odgovoriti. In mislim, da na najbolj inovativen način do sedaj tega odgovora poskusil odgovor še nisem zasledil in sicer si pomagam z staro svetopisansko zgodbo. S tisto zgodbo, v kateri mogoče mi celo zardevamo, ne? Se veste, ko smo bili mali, pa so nas vprašali, a ti verjameš v Adama pa Evo, ne? Smo mi rekli, seveda ne. Ker se je vera povezovala z mitologijo, staro mitologijo, ob kateri nam je postala narodna, ampak narod nam je samo mogoče slabih 200 let. Kajti prej so ljudje, pravzaprav mitologijo 2000 let jo že postavljajo malce ob stran, ampak recimo to, da so pa zgodbe, miti zelo dragoceni za naše življenje, da je to pravzaprav branje za odrasle, pa živelo zavesti ljudi do 19. stoletja. Šele potem so mi zgodbe, pa mite, pa legende pripisali, to branje pripisali za otroke. Prej so pa ta naši stari vedeli, da se v teh zgodbah skrivajo globoka spoznanja in uvidi. In tudi v tej zgodbi, recimo miti nasplošno, ne, zdaj je popularen Noe, ne, ki je prišel ven film. Veste, mit o Noetu, zgodba o Noetu je dejansko zgodba o potopu civilizacij. Do zdaj je potonilo že ne vem koliko civilizacij, zgodovinarji sledijo več kot 20, ampak samo ena od več kot teh 20 civilizacij naj bi potonila zaradi vojne. Vse ostale so potonile iz razlogov, ki jih opisuje zgodba o Noetu. Ampak ta zgodba opiše tudi, da vedno preživijo civilizacije, da civilizacija preživi sveti ostanek. Ne? To je mit o Noetu. Ne? Sicer nekateri iščejo, zdaj kje bi našli njegovo ladjo, ampak se dogajajo silovite povodni, kot smo jim zdaj bili priča v Srbiji, v Bosni, ko se zdi, da je res svet potonil. Ne? Ampak dejansko pa so ti miti, recimo o vesoljnem potopu, je pripoved o vzrokih za potop civilizacij. Ali pa recimo Babilonski stolp, ne? A so res zidali stolp do Boga, tako da je ogrozilo Boga in je Bog zmešal jezike. Ne, ta mit govori o čem? Govori o človekovi nadutosti. Ne? Človekova nadutost potem naredi, da se mi med seboj več ne slišimo. Ne? Jaz sem samopašen, samovšečen in recimo vi taki niste, ne? Ampak že, če sem samo jaz, boste z mano težko živeli. Če sva pa oba takšna, se pa več ne bova razumela. Poglejmo slovensko situacijo. Jaz sem včeraj za mečken takle pogledal, za okus sem pogledal, ali je kaj novega v parlamentu. Ne? Imeli so neko sejo. Razumete? Torej, oni se sploh ne slišijo. To je komedija, to je tragikomedija. To je skupščina otročajev, ki niso več sposobni. Tu temelji. Njim bi morali dati zgodbo o Babilonskem stolpu, ne? To je ta mit, ne? Mi pa mislimo, to je otroče, neki so zidali tam, res to ne verjamem. Tu so miti. Jaz sem se pa oprl na mit o izgubljenem raju. Kaj govori ta mit o Adamu in Evi? Adam pomeni zemljan, človek, ne? Govori, da nas je Bog ustvaril v rajskem. In Bog
tam v rajskem reče človeku, reče, poglej, pravi, tam je raslo več dreves, ne? Pravi, to pomeni več izkustev, možnih izkustev v znamenju dobrega. Ampak tam v središču rajskega pa je bilo drevo, ki je ponujalo en zelo mikaven sad. Spoznanje dobrega in hudega. In Bog pravi Adamu, človeku, meni, tebi, pravi, poglej, vsa izkustva, iz vsega drevja lahko ješ. To pomeni, vsa izkustva ti privoščim. Sam tisto v sredi. Tisto pa pust primer. Ampak veste, jaz zase vem, da sem radoveden, sumim, da ste tudi vi, ker več ne bi bili tukaj. Pa ne mislim samo za predavanje, mislim v času in prostoru, ne? Ampak, veste, zanimivo, ne? V središču rajskega je raslo to drevo. V središču galaksij, recimo tudi naše rimske ceste, je točka presežnosti, je črna luknja, rečejo, ker se prostor ukrivi, singularnost. In vse, kar ta strašna zadeva v središču golta, vse golta, pravzaprav celotna galaksija pleše in se približuje tej točki presežnosti. Apostol Pavel pravi, vse kot v porodnih bolečinah hrepeni po odrešitvi. Verjamem, recimo, da ne vse stvarstvo privlači hotenje, da bi se preseglo v neko novo razsežnost, bolj odrešeno razsežnost. Tam v rajskem, pa te govorim zelo otročje, ne? Pač na podlagi mita. Ker mit ti ne da v roke znanja za manipulacijo, ampak ti ponuja miselna izhodišča za tvoje razmišljanje. Ne? Tam je bila pa tudi ena točka singularnosti, ki nas je pa vrgla, potegnala v izbrano izkustvo. Torej, izkustveno spoznanje dobrega in hudega. In smo bili, pravi, ustvarjeni, dani, iz rajskega izpeljani, v čas in prostor, ki nam izbrano izkustvo od Boga odsvetovano na nek način omogoči. Mi nismo vedeli, kaj je to spoznanje dobrega in hudega. Otrok ne ve, kaj je to hudo. Mali otročiček, ne? Dokler hudo ne izkusi. Otrok ne ve to, kaj se je opekel se bom, ne? Ampak on lahko to, ti mu lahko pomagaš, recimo, če se je že prej nekam butno, recimo, zelo se je butno, pa ga je zabolel, pa si ti takrat rekel ajs, ne? Je on, njegovi možgani, so besedico ajs povezali z trenutkom bolečine. Zdaj, ko bo šel on proti nevarni situaciji, recimo stopnicam, bo spet ti rekel ajs in ob tej besedi bojo možgani povezali to z izkustvom bolečine in se bo mogoče lahko omaknil. Mi še tistega ajsa, nič nas ni zabolel. Kaj bo vedel nekdo, kaj je opeči se, če se še ni nikoli opekel? Ne? Ko se pa ti opečeš, veš, kaj je to izkustvo, ko te nekaj peče, ko je neko nelagodno čutenje. Ne? Mi smo vstopili izkustvo, ki ga sedaj preprosto doživljamo. Ob mnogem lepem, dobrem, da ne bi zdaj zanemarili to, je vendarle naše življenje tudi v znamenju težkega. In kaj zdaj? Svetujem, da se odpovemo idealizaciji, to je največja skušnjava. Kakor smo išli iz rajskega, pa se zdi, kakor da je v nas nek praspomin, eno hotenje po čistih situacijah, po rajskih situacijah. Zelo težko se soočimo z realnostjo. Tistim, ki jih imamo radi, bi hoteli najboljše. Ne? Sami zase še nekako sprememo, da je življenje tudi teža, da so tudi doživljanja, ki niso lahka, ki so tudi zagonetna, ampak recimo otrokom bi pa privoščil samo najboljše, ne? Samo lepo, ker jih imaš rad. Hočeš jim rajsko. Ne, svetujem, da tiste, ki jih imate najraje, usposobite za realnost življenja. Da jih zelo močno objamete, potrdite, jim ozavestite, zakaj je lepo živeti. Kje so oni, ki imajo talent? Obenem pa jih tudi udomite, udomačite v izkustva, ki so pa malce bolj zagonetna, ampak jih je treba znati sprejeti, ker pa sploh niso tako huda. Mislim zdaj na tiste, recimo,
da so spoštljivi, pravični, da so odgovorni, da znajo sprejemati napore za dosego ciljev, da znajo sprejeti tiste okuse življenja, tiste vonjave, recimo, ki so realno, s katerimi se ne moreš, da znaš stranišče očistiti, ker ko so mali, ni nič hudega to, ne. Potem, ko si večji, pa malo težje, ne, se na to privajati, recimo, ne. In za nas prav tako predlagam, da se na nek način, ki smo odrasli, res tudi zase odpovemo tej idealizaciji, da sprejmemo življenje v realnosti. Če me nekdo vpraša, kak sem, rečem vedno običajno, ne, dobro, ampak potem dodam, to pomeni za 3. Samega sebe hočem ohraniti v ravnovesju. V ravnovesju življenja. Ne želim si izkustev za 4, za 5 jih zavračam. Zakaj? Ker se nasprotja privlačijo. Danes je mnogo depresivnosti zaradi prisilne hotenje po nekih euforičnih stanjih. To dela sam Butli. Sam Butli išče neki, veste, ko vprašaš kjerga, kak si dober, pa še ne boš kaže, pa nikoli bolj, to je tak bleb. To je tak, mislim, meni se ti ljudje smilijo. Ej, če zdaj ti blefiraš pred mano, imaš to potrebo, da sebe rineš v neko wow situacijo, ne? Ej, kdo je s tabo, če si tak navajen blefirati v tvojih situacijah, ko si pa čist na tleh? Ej, ravnovesje. Išči ravnovesje med dobrim in hudim v notranjem miru. V tistih navezah, ki ti pomagajo ohranjati ta notranji mir. Da veš, kdo so tvoje ljubeče bližine, s katerimi praznuješ in s katerimi žaluješ. Da veš, kako klicati Boga, kot je lepo, in ga hvaliti, in kako kričati in ga moledovati, ko si na tleh. Ne? Migrede, za me najbolj komična situacija je v evangelijih, veste, tam, ko začnejo valovi zagrinjati čoln. Jezus je z učenci na morju, ne, na jezeru, in naenkrat nastane vihar in pravi evangelist, valovi so zagrinjali čoln, Jezus pa je spal, ne, prsnet na hamon, ne. Zdaj, če bi jaz vas z vedrom vode polival, potem bi pa ostali rekli, vi ste pa spali, ne? Nemogoče, ampak tukaj se vedno zdi, ko se nam dogodijo hude stvari, se zdi, da so vsi preveč oddaljeni od nas, tudi najbližji, kakor da smo recimo notranje zapuščeni. In zdaj ti, ne, ti moraš vedeti, s kom, ko ti je lepo, boš praznoval v miru. Ne, da si na 50-letnico povabiš 100 ljudi, od katerih je večina tujca, da vzganjajo neki hrup, ki sploh ni praznovanje, ampak je, raj ne bom omenil kaj, ne. Ampak moraš vedeti, kdo so tisti, recimo 3, 4 mogoče, ki jih boš povabil, pa se boste imeli lepo, v duši ti bo lepo, ampak ne bo nobene euforije, samo blago, lepo, prijetno ti bo. V znamenje res dobrega okušanja, dobrih občutkov. Prav tako moraš pa vedeti, koga boš pa poklical takrat, ker se ti bo, ko se ti bo zgodilo hudo, se ti bo zdelo vsi daleč, ne? Koga boš poklical? Kaj ti klicati je treba? Ker ta evangeljska prilika dobro odgovori, kaj so apostoli naredili. Ja, res, jaz mislim, da Jezus sploh ni spal, oziroma sem prepričan, ampak se jim je zdelo, takrat se nam tudi zdi, da je Bog spi. Kaj so naredili? Kričali so. Začeli so klicati Boga z njegovim imenom. Jezus, 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 zganja so paniko, zakaj, da bi se Jezus budil? Ne. Ampak da samega sebe, ne, mi spontano rečemo, ko se ti zgodi kaj hudega, rečeš, o Jezus, ne. Samega sebe dramiš v zaznavo tega, kar oko ne vidi, mora pa se tisti hip tvoje duša oprijeti, mora zaznati na dotik, kot ljubečo, odrešujočo bližino. Ne. To je to. Pomagati samega sebe, umestiti v to realnost. Nikoli euforije, nikoli. Jaz vam res svetujem, ne si privoščiti razpoložen za 5, ker jih boste umetno nabildali sami sebe, pa boste pa padli v temo, ne? Ko bo reflektorji ugasnili, bo pa čista tema. Ampak pustite tisto blago, ne, so rekli naši predniki, sveto je svetlo. Tisto sveto umirajoče, tudi celo 3 do 4, tu pa tam si recimo prvoščite, ampak ne, veste, preprosto, kot je dobro, samo to, kot je dobro, ne, wow, ne, ja, mi smo pozabili, da je dobro za 3,
Da ni dobro, odlično, super, še nikoli boljš, ne. To se je treba pomagati, ne, samemu sebi, da živiš, da preživiš to avanturo, to popotovanje v izkušanju dobrega in hudega, da preživiš na nek način. Jaz se takle predstavljam si, ko bom prestopil prag večnosti, to je zelo otročje, zdaj kaj bom povedal, ne, pa mi bo rekel, ljubi Bog bo rekel, no, kak je bilo? Sem ti rekel, da narinil to. Jaz sem pa rekel čist tak, veš, ni bilo čisto enostavno, ampak bilo je pa fajn, ne. To moramo. Zdaj si moramo pomagati, da nam bo ta realnost dobra. To pomeni kaj? Da moramo mi znati, tako kot sem vam prej rekel, ozavestiti, zakaj nam je tukaj lepo. Ne? Res je, da se nam dogajajo tudi hude stvari, ampak pravijo, da se nam pa v procentu dogodi 80% dobrih stvari. In neka ameriška raziskava je ugotovila, da ko se ti dogodi en dogodek, ki je, ali pa ena misel, ko se ti prebudi, ki je zate nelagodna, moraš znati samemu sebi ozavestiti vsaj na eno negativno, vsaj 5 pozitivnih in uravnovesiti počutje. Potem si pa privoščiti, zato da lahko kot osebnost rašteš 12 lepih stvari. To te rekli, da je to ogromno, sploh ni ogromno. Mi se gibljemo mimo lepega, pa sploh tega ne opazimo. To je naš problem. Ta bi rekel samoumevnost, ta brezbrižnost, ne? Zdaj, jaz sem danes prišel s hribom. Jaz imam to srečo, da me je možganska. Zakaj pravim, da imam srečo, ker lahko živim na samem. Sem kaplan v Lučah pa Solčavi, živim pa na samem. Danes sem videl toliko lepih stvari že, ne 12. Veste, ptice pojejo, ptice pojejo. Toliko tega cveti, pri nas rečejo Ivanšicam bela rož, ne, tam gor. Toliko teh belih rož cveti, ne. Srečo sem tam, kjer jaz živim, med 2 gorskima potokoma, srečo sem sostanovalko, ki je na tem mojem področju, veste, kdo je to? Beti. To je kača, gošnica, 2 metra dolga. Letos sem jo prvič videl. Zelo simpatična kača. Rahlo radovedna, dal sem ji pa ime Beti zato, ker večina ljudi bi se ustrašil, ne. Nič ni, ona se sama umakne, sicer je radovedna, ko se umika, ponovadi še nazaj pogleda, kdo je ta, ne. Drugače pa zelo mirno, simpatična. Imam 2 konjča in res, toliko tega, za kar se lahko Bogu vsak dan zahvaljujem. Zdaj sem prišel do tistega, kako bomo ozavestili to, kar se nam dogaja dobro, da se zahvaljujemo. Ne? Ljudem, materi zemlji, Bogu, vsemu temu, kar nas bogati in obdarja, živalim, hvala ti, ja pa se ne razumejo. One čutijo naš odnos. Ne? Zahvaljevati se. Nas so naučili zvečer z molitke sanje, moj Bog, žal mi je. Ne? A se vi mi predstavljate, kako moramo zgledati Bogu zateženi? Vsak večer milijardo ljudi, moj Bog, žal mi je. Ne? On nam daje pa toliko lepega, ne? To mora biti tudi razmerje 1:5. Če mu že težiš, žal mi je, sej, vredu, dobro, da ti je žal, da to ozavesti za samo kritiko, je to pomembno. A pa na eno to pove vsaj 5 stvari, zakaj si pa vesel bil danes, zakaj si bil srečen, kaj si ozavestil, da ti je bilo dano kot lepo, kot moč in opora. Veste, zgodi se, da vam povedal moje izkustvo, pred par dnevi. Sebe opazim, da sem že 3 dni zatežen. Nekaj me bremeni. A veste, sploh nisem vedel, zakaj sem zatežen, ampak bil sem zatežen. In potem sem šel v analizo, ker imam zdaj malo slabši spomin, sem ugotovil, pred 3 dnevi se je dopoldne zgodil, nekaj sem razmišljal, nič kaj takega ni bilo, ampak me je obremenil, nisem predelal, veste, ko se prebudi, je treba predelati, ne? Če ne moraš sam pojdi nekomu in predebatiraj, treba predelati. Nisem predelal in sem se 3 dni mariniral v pacanju, v teži, preden sem končno zavestil, ti, kaj te teži, kaj imaš razlog za teženje? Sredi tolikega lepega živiš, kaj je vendarle? In sem ugotovil, ne? Veste, jaz sem specialist. Ena stvarčica, ki sploh ni pomembna, mene zateži in potem seveda težim in vsi okrog mene zaznavajo, da sem zatežen.
že zaradi drugih nimamo pravice. Mi imamo dolžnost, da smo srečni. Zakaj so rekli naši predniki cerkvam svetišča? Zato, ker so se šli svetliti. Zato so imeli čas za prijatelje. Zdaj pa mi, a imam ta čas, da mi je fajn živeti. To imam dolžnost, da mi je fajn živeti. Razen, če si puščavnik, tako kot jaz, ampak jaz tudi nisem, ker sem kaplan, potem se lahko zatežiš, če ti že glih ta okus paše in se zamori se in bodi tam in zavogrn da in bodi zatežen. Če imaš pa stik z ljudmi, ali pa z živalmi, ali pa z rastlinami, imaš pa dolžnost, da si srečen. Ker za svojim notranjim razpoloženjem na njih vplivaš. To pomeni, da moraš za svojo srečo v realnosti življenja garati, delati. Nas so zelo specializirali, da vidimo to, kar ni. Mi smo specialisti negativne pedagogike. Se veste, takoj so nam, recimo, si pisal -5, si pisal -5, pa so te vprašali prvo doma, zakaj pa minus, Si pisal 3, kaj pa nisi znal? Zakaj te nisi vprašal, kaj si znal? Priješ kakim na obisk, pa rečeš, wow, kak lep dom imate, pa ti oni reče, na diljah še pa nimamo metan. Kaj me glih to zanima? Razumete? Mi takoj vidimo, imaš čudovit vrt, toliko, rečeš, poglej, kakve lepe rože ti rastejo, pa dobi se fin, joj, pa plevela je to. A sem jaz vprašal za plevela, sklijam tvoje solato, upam, da mi boš odrezal, ker jaz sem v hribih, pa mi še ne raste, jaz sem na taki višini, da se bo zdravil, to ni ti pa takoj pozor na neko pleve. Jaz sploh ne vem, če mi bo solato ponudil, Zato ti, razumete? Ampak kaj zdaj to pomeni? Mi se moramo zato pozitivno zdaj, zato da vidimo, da je kljub vsemu živeti lepo, vaditi, ozaveščati, molitev zahvale, zahvale človeku, zahvala materi zemlji, zahvala živalim, zahvala rožam. Ne razumejo, seveda one ne obvladajo tega našega človeškega racionaliziranega govoričenja, ampak one obvladajo odnos. To je jaz rečem temu, kvantno prenašanje sporočil. To je kvantna fizika, zdaj ugotavlja, kako smo vsi med seboj povezani, še več, kako smo navezani v razpoloženju. In kako se je treba na nek način svetliti, krepiti, zato da lahko iz svoje notranje resničnosti razbremenimo tisto okolico, v kateri delamo. Ampak zato je treba delati. Zato bi nas morali usposabljati, bi nas morali učiti. Tako so pa mene učili ogromno ur, sem imel matematike, ki danes plus pa minus, če nucam pa še to najbolj pogosto, da vem, koliko ur sem mogel imeti matematike, rekel, da bom atomski fizik ali pa kaj ne. Niso me poučili, recimo, osnovnih stvari, kot je opaziti, ozavestiti, obhajati se z svetim, pa z vsem, kar nas lepega obdaja. To je vaja potrebna. Vprašaš, mlade, a ti veš, kje si car, kje si dober? Ne vejo, oni vejo, kje so problem, zato ker vsak dan povemo, kje še niso. Ampak to jim povemo zato, ker hočemo, da bi bili srečni, se ne zato, ker jih nimamo radi. Pa kar naprej zato govorimo, isto, ko bi vi skozi z nekimi strupi špricali rože in zato, ker pričakujete, da bo boljše cvetela. Tu nisi, pa on še nisi, pa zakaj nisi, pa drugi so, pa ti ne. Poglej, kje je, To bi nas mogli naučiti. Ozavestiti, kje smo mi cari, kje so naše možnosti razvoja, priložnosti, da se razvijamo, da nekaj dobrega naredimo, za česa se lahko veselimo. To je treba obvladati, ozaveščeno. Ne si misli, da vejo. Vprašajte mladi, ti veš, zakaj si srečni? Oni bojo vedeli, zakaj so še nesrečni. To je treba ozaveščati, ampak kako bomo pomagali mladim, če bomo mi te stari, najprej to za sebe ozavestili. Da bomo prišli do tega, da pravzaprav, da kljub vsemu, vendarle je življenje dobra priložnost. Na eno stran sem rekel, ozavestiti to, za kar nam je kljub vsemu lepo živeti. Na drugo stran pa moramo biti specialisti, kako žalovati, odžalovati, ko se nam dogodijo hude stvari. To bom pa zdaj govoril. Do zdaj prva stvar je, opazimo, da je vendarle tudi lepo. Sam, če se ti zgodi pa hudo, moš pa hudo znati odžalovati, umiriti sebe, ukrepiti zopet nazaj na tisto, da boš lahko lepo opazil. Ker ko te pa nekaj poškoduje, pa treba znati dobro žalovati in odžalovati, za kar pa danes ni časa.
Veste, danes res nimamo časa. Tukaj razmišljam, da bi jaz enkrat, da bi pred 50 leti prišel iz, recimo, Solčave, tam blizu Logarske doline, do Maribora, bi bil to projekt celega dneva, verjetno, ne? Jaz sem se zdaj usedel v avto, v 2 urah sem bil tukaj s tem, da je bilo na avtocesti 2 zastoja, da sem že paničaril, da mislil, da zamudil, ker jaz moram biti v 2 urah takšno, ne, včasih, da si šel tik sosedu, ne, prositi za pomoč, naslednji dan bomo kosili, si šel na sprehod, si šel 1 uro do soseda, tam si ga prosil, sta uskladila svoje termine, kdaj boste, sta šla nekaj pojesti, nekaj popiti, si imel pauze, razumete, si imel čas, umestni čas. Danes so nam čas vzeli. Danes moramo vse na hiter. Danes, če mobitel boš prišel jutri, ja bom prišel in mi nimamo časa. Zakaj nimamo časa? Ker nimamo pauz. Ko bomo zopet, veste, v glasbi, da glasba dobro zveni, so pomembne, zelo pomembne pauze. Da naše življenje dobro zveni, so zelo pomembne pauze. To pa treba bo ustaviti pauze. Jaz bom samo, zdaj se obrnil ne na široko, da ne bom predolg, ampak na pauze, recimo ko se nam zgodijo hude stvari. Mi mislimo, da smo zdaj vrhunec civilizacije, da znamo najbolje reševati zadeve, tudi te osebne zadeve. Ampak zdaj vam jaz povedal, kako so znali včasih reševati, kako so se odzvali, ko so se dogodile hude stvari. Kajti hude stvari se nam dogodijo. Jaz bom vzel primer smrti. Ko se dogodi nenadna smrt, recimo. Ampak isto je, ko ti doživiš nenadno razočaranje. Ugotoviš, da te je nekdo tako ali drugače prevaral v nekem zaupanju. Ne mislim samo zakonsko, tudi drugače. Takrat se zgodi situacija, v kateri preprosto ne smeš biti sam. Ker te lahko samota na nek način poškoduje. Kako so to včasih naredili? Vam lahko malo tako slikovito povem, recimo ob smrti. Ne? Da se je zgodila neka nenadna smrt. Zdaj sem veste, toliko teh informacij imam, da nimam pauz vmes, ne? Zdaj že ne vem, kdo mi je povedal, danes sem v glavnem slišal, da je, že vem, danes smo imeli pri meni sestanek, tam, ker sem doma, ker domujem, smo imeli sestanek duhovniki in smo se pogovarjali o smrti, kak se je bivši šentjurski župnik ponesrečil, ne? Ko se je zaletel z avtom, vredno mu je srce odpovedalo. Ne? Torej, zgodi se nenadna smrt, hipna smrt. Kaj so takrat, kako so se takrat odzvali najbližji? Recimo sosedje, pravijo se prva žlahta, kaj? Vse so pustili in so prihiteli v hišo žalosti. Zakaj? Veste, mi imamo določene obrede, ki so nam pomagali na nek način v procesu žalovanja. Mrliča je bilo treba kaj? Preobleči pa umiti. Zakaj? Mi lahko razložite? To nihče na svetu ne ve. Pak tak je treba, rečejo. Ne, treba je zaradi živih. To je bil obred. Preden postane mrlič trd, so mogli priti v hišo žalosti zaradi živih. Zakaj zaradi živih? Ker ko ti doživiš šok, da je nekdo ti umrl, da se je nekdo ponesrečil, recimo, jaz sem bolj tak štoraš človek, ko sem bil še otrok, sem pomagal stricu ko je žagal hlode in sem stal na hlodu, da se manj tresel, ampak ko se je žaga približevala, vsak pametni človek nogo umakne, jaz sem pa imam dolgo lajtungo, pa preden... Veste, zakaj so dinozauri izumrli? To vmes. To je vic. Zato, ker je prišel tiranozaver in je tistemu dinozavru, ko ima strašno dolgi rep, ko ga je ugriznil v rep, ne? Predn je prišla informacija do možgan, da ga je nekdo ugriznil in se je povrnala nazaj v rep, umakni rep, repa že ni bilo. No, jaz imam približno tako lajtungo, ne? Torej, strašno po malem mi vleče in seveda mi je prst odžagal. In pa je bilo pa meni, veste, zanimivo, prsta tam ni bilo, ampak je kri, veste, v ritmu srca tekla. Jaz sem bil čist, poglej, sem strical, glej, ne, on je paniko zagnal, seveda prst, vse smo hiteli v bolnico, ampak mene ni nič bolel. Zakaj me ni nič bolel, ker padeš v šok, ne? Ti padeš v šok, da lahko prelafaš dolg teci.
da te ona reši. Tudi ko se ti zgodijo čustvene stvari, neke informacije, ki te pretrese, padeš najprej v šok. Zakaj? Da se rešiš. Da ti pohitiš k nekomu, ki je... Mi moramo danes vedeti, kdo je moja oseba sočutja. Danes, ko nam je fajn. Kam boš, kje je tvoja urgenca? Ne samo za telo, ampak tudi za dušo in za srce. Zato pa so sosedi takoj prihiteli. Ker so vedeli, mi moramo priti dokler, ker drugače tista groza utrdi, nastane kamen in se ga boš težko rešil. Oni so mogli priti takoj v območje sočutja. Zakaj? Da so se, veste, oni so kar dotikali so se tistih oseb, ki se zgodijo, kaj pa to? Ne, razumete? Dotikali so se, bili so tukaj, bili so na otip. Mogoče niti jokati niso mogli, je bil ta šok, ampak bili so, vse je bilo skupaj. To je bil tisti, zato je bilo treba ne umiti mrliča, tudi, to je bil obred, zato da so prelaufali. Ampak izmivali so sočutjem, dušo mehčali so jo, da ni utrdelo, da ni ratal tisto smok. In potem kaj? 3 dni so bdeli ob mrliču. Zakaj? Da so ugotovili, če je res mrtev? Ne. 3 dni je termin, je doza, ki jo ti rabiš, ko te more nekdo žive, tiste, ki so dobili izgubo, dejansko noči in dan ljubkovati v pozornosti. Ljudje so prihajali, 100 si lahko izrekel, 100 so ti ponudili območje sočutja. Ti si se lahko izjokal, ti si lahko se jezil, ti si se lahko spraševal. In potem, ko so oni molili noter, pa so ti rekli, pejt malo spat, sej malo pejt zadremat, vse so poštali, pošli malo kuhali so. Veste, kot dojenčka so, kot nebogljene otročiče so negovali najbližje. Bili so v območju, to, kar so nucali. Kaj pa je danes, ko smo na vrhuncu izobraženi, komunala pride ti odpele, podobo tistega, to nisem, upam, da tukaj v Ljubljani, Mariboru nimate, komunalo, ki to rešuje, ampak še nedolgo tega je bilo to komunalna podjetja. Podoba tistega človeka, res, če je tudi njegova duša, verjamemo, prešla, ampak je v tej podobi, to je sakramentalna podoba. In nima kaj komunala tu delati, ne se da drugo ime. Predvsem ti pa mora dopustiti čas slovesa v sočutnih bližinah. Mi smo se tu utujili, danes pa pridejo k tebi, najbližji pa ti rečejo, bodi močen. Ne? Če pa viš, da ne bo močen, pa tisti žlahti svetujo, dajte našopite z injekcijami. Ne? Samo, da ne boš, da boste vi, ki žalujete meni, naredili uslugo, da mi ne bo treba z vami sočustvovati, ker se tu ne znajde. Danes morajo žalujoči delati uslugo tistim, ki pridejo k njim in biti močni. Jaz se opravičujem, ampak to je hujko sranje. To ni nič. To je banalizacija. To je brutalnost. To je civilizacijsko brezno. Glede medsebojnega sočutja. Bod močen. 3 dni so jih, ko pestovali so jih. Potem so šli k maši, da so odprli, mi po 3 dneh so šli k maši. Mi so pa doma molili. A veste, da molitev rožnega venca, ponavljajoče molitve, so zmerili frekvenco teh molitev, to je terapevtski zvok. 3 dni, tudi gotovo, jaz sem duhovnik, duhovna korist vsekakor, ampak tudi, če vzameš čisto tako kot frekvenco, to je terapevtski zvok, ki se je 3 dni razprostiral po prostoru. Terapija zvoka, prisotnosti. 3 dni. Šele po 3 dneh so bili sposobni se jaz sem tu spremljal družino Ščap, blizu vas Prekmurju, ko so izgubili 2 sinova. Prvega jim je odpeljala komunala takoj, drugega pa niso dali. Čeprav so takrat nekaj bilo to celo kaznivo, ampak niso dali. Ata se je skregal. Hočemo ga imeti, ker se moramo posloviti. Te podobe nam je bil najin otrok. In so ga božali in so se poslavljali. Zato ste lahko odžalovala, ker ste smela žalovati.
Mi pa ne dopustimo, nas pa stlačijo. Veste, koliko tega stlačenega, ki mi nimamo časa predelati, imamo v sebi. Ta knjiga na koncu, tisti odgovor, ko ga jaz dam spoznanje dobrega in hudega na podlagi mita, ga zminiram z enim samim vprašanjem zato, da pokažem odgovor, ki ga je dal Bog, ki ga je dal Jezus. On je stopil v brezno trpečih, v vsa oblike najbolj hudega, najbolj groznega trpljenja, zato da je lahko sočutna bližina. Meni gre na jetra, budizem govori o nekem sočutju, krščanstvo, ki je pa temeljno ven sporočilo sočutja, pa o tem nič ne govorimo. Mi pa bodimo močni. Ne, bodimo sočutni. Pa ne blefiramo, da smo da imamo neke krščanske korenine. Če Bog se sklonil stopil v brezno niča, da bi bil sočutna odrešujoča bližina, mi pa bodi močni. Ne? Pa bi mogoče kako injekcijo, ne? Tableto, tudi tableto, ne? Boš lažje prestal. Ne, ti moraš 3 dni jokati, ti moraš dati ven to, kar je v tebi. Danes mnogi ne morejo preprosto odžalovati, ker niso smeli žalovati. Po 3 dneh so prišli k maši, potem so izročili podobo v zemljo, ampak potem so jih še en teden spremljali, zelo so pazili na njih. Niso šli že pol ure po, danes moraš biti močni, pol ure po najtežjem dogodku moraš pa že šnicl jesti. Pa pomfri, pa zeleno solato, da bo še murke dali zraven kube murke, pa paradajz pa že tak celo zimo jedno. Totalna banalizacija. Kako boš ti jedel pol ure po pogrebu, pa da nehite s temi sedminami, sedmina je 7. dan, ker pa nima časa, da pride 7. dan me pogledati, pa ga tak ne rabiš šnicl z njim jesti. Nas bo vse na hitro, ne? Bomo kar združili. Gremo še na sedmino, ne? Te povabijo na sedmino, ampak to pomeni čez pol ure oštarijo. Ne 7. dan, sedmina je 7. dan. Meni ni treba zdaj, ki sem doživel hudo delati uslugo, vam, ki ste prišli, bom jaz jedel šnicl, na koncu sedmine boste pa že pričakovali, da sem tudi že kaj nasmehnil na kakšen takšen dovtip, ne mi tega delati. Če ste taki, pejte, ne se vam udi, ampak jaz pa, kot pravi Adis Molar, ne, pejte bolj počas. Ko vidi pogreb, ne, pejte bolj počas. Žalujte bolj počas, da boste lahko žalovali in odžalovali. 7. dan, ja, pa gremo k maš, pa smo pa dol usedli. Zakaj k maši? Zato, da tipala duha zaznavajo vedno bolj te, ki so prešli kot duhovno prisotnost. Meni je o tem govoril najlepše Tone Pavček, ko mi je pripovedoval o izgubi, o smrti svojega sina Marka. Tipala duha zaznajo prisotnosti. Nisi več samo tu, si že onkraj. Tisti, ki imamo že osebno najbližje, onkraj, nismo samo tu, smo že onkraj, ampak na nas je, da se pomirimo in da se v miru družimo z angelskimi bližinami. Ta Ščapova, kot sem pripovedoval, nje je Leon reševal tele računalniške zagate, ko ga pa ni bilo, je pa rekla, no Leon, zdaj mi pa pomagi. Pa je po navdihu rešila zadeva, ker je Leon pomagal. Oni so naši prijatelji, nas ne morajo zapustiti. Zato je tako pomembno, da ti znaš odžalovati, da jih lahko pa zaznaš. Zato je bilo prvo, so šli še k masi, pa so pa šli jesti. Pa so pa šli šnicl jesti. Ja, pa že lahko, 7. dan. 30. dan si pa lahko dal črne cote proč, ker si smel žalovati. Če si pa mogel delati uslugo, ne, biti močen, pa tak naprej, ne, pa ne moreš. Tudi če se oblečeš druge cote, nisi predelal. Ne. Slišal sem, da imate tudi skupino za žalovati, ne, žaluče, pomagati, ne, ozaveščati to. Našo civilizacijo je treba zopet povrniti k sočutju. Ne dovoliti, da dirigira intenzivnost oziroma način našega bivanja interes ekonomije, ampak interes sočutja, bližine. In zato je treba dvigniti glas, ozaveščati in dvigovati glas. Ne dovolimo, da bo postalo samoumevno to, kar hoče biznis,
Samoumevno mora biti to, kar potrebuje srce. In vsak od nas je poklican, da za to dvigne glas. Kdo molči, dejansko pa je ozavestil to, ne? In na nek način smo lahko sokrivi. Naša civilizacija je v tako fantastični priložnosti, ampak ta priložnost sloni, temelji v upanju na vsakem od vas. Na vsakem od vas. Upajte si izraziti človečnost, upajte si stopiti na stran sočutnosti. Ne? In to hoče govoriti ta knjiga. Ne? Tam, kot tisti odgovor na podlagi mita, spoznanje, človek sam si je izbral spoznanje dobrega hude. Predzadnjo poglavje sem pisal z največjim užitkom. Zakaj? Zato, ker sem ta odgovor zminiral z enim samim vprašanjem. Kaj ti ne da se do konca odgovoriti na to zagonetno vprašanje. Ta mit nam ponuja miselna izhodišča, da mi to ob tem vprašanju lažje razmišljamo naprej. Odgovor je pa samo v sočutni bližini. Odgovor je samo v sočutju. To je tisti odgovor, ki ga v stanju trpljenja, stiske, vsak izmed nas potrebuje. In k temu se moramo povrniti. Ne? Tako, jaz pa sploh zdaj mi zvoni. A mi to ste naročili zvonenje, da nekaj? To, bi se lahko še kje razpredal, ampak ne bi rad predolgo, ker mogoče bo še kjer od vas. Jaz več od tem je pa v tej knjigi, nekateri ste rekli, da že imate, če kdo želi, jo lahko še potem si priskrbi. Je pa knjiga, ki na začetku pravi, da noče ponuditi resnice, ampak hoče pa ponuditi iskreno mojo spoznavno resničnost in ponuditi izhodišče za razmišljanje. Ta knjiga je pisana po naročilu, bi lahko rekli, kot je rekel že Benedikt XVI, stopite na dvorišče k trpečim in spregovorite z njihovo govorico. Zato je mogoče na začetku koga šokira ta govorica. Ampak je pa fajn bilo, ne, ko jaz sem malo mislil, ne, kakva bo pa zdaj reakcija, recimo mojega škofa, ne. In ko sem se srečala prvič, sem rekel, kaj me bo zdaj pogledal, me bo malo takle za ušesa. Je rekel, stopo k meni, škof Lipovšek, stopo k meni, pa rekel, Karel, knjiga, to. Ker skuša se približati resnično trpečim in jih popeljati tja, ker lahko potem človek najde moč in oporo. Ne k teoriji, ampak k bližini. So pomembne vsebine, ampak ob vsebinah, ob knjigah so vedno odrešujoče pa bližine. Božje, človeške, živalske, rastlinske. Veste, Bog je stvarnik vsega. In sveti Frančišek Asišek, ki pravi, da so vsi naši bratje in sestre. Prav biti pozorn na te drobne detajle, ker v drobnih detajlih, tisto, ko sem rekel 12, moraš najti potrditev naklonjenosti. Ne iskati, kaj se ti bo danes zgodila ena velika sreča. Bodi pozorn na nešteto malih radosti, srečic in se jih veseli. To krepi in to daje moči. Velike sreče pa ni. Je vedno samo mozaik, na katerega moramo biti pozorni, ampak res moramo vaditi pozornost. Jaz sem dolgo bival z mladimi v komunah. 3 leta traja komuna. Če smo se mi bili navajeni opaziti samo to, kar še ni, se bomo 3 leta matrali, vadili pozornost v tej, da bomo videli vsak dan to, kar je, kar nam je dano za radost, da bo potem postalo to samo po sebi umevno, spontano, ta, rekel, prava pozornost na dobro. Obenem pa seveda, ko se nam zgodijo hude stvari, pa je treba znati poiskati bližino, ki je za naš pomirjajoče in odrešujoče. Ne se ustrašiti, kaj bom mogel reči, Tam blizu, ki sem jaz, zdaj se je zgodila huda nesreča, je šofer avtobusa, pa ni bil nič kriv, povozil malega otročiča. Kaj je bilo, pripeljal na postajo in potem je moral, ker je bil šolski avtobus, gledati na ogledalo v avtobusu, ki kaže, kako izstopajo, na ogledalo, ki kaže ven, kako izstopajo. Ni pa opazil, v tem ni mogel, kako se mu je pred kolo pripeljal, je pa odsekan avtobus, mali otročiček na triciklu in se je zgodilo najhujše. In potem so se najbližji bali priti k njemu. Zakaj? Kaj mu bom pa rekel? Mi mislimo, da bomo
z racionalizmom reševali, pomemben je razum, ampak rešuje pa sočutje. Ne? Zato so imeli obredna pomagala, da so pristopili. Ne? Da se niso ustrašili, naenkrat si je nekdo umrl, kam pa zdaj rekel. Ne, treba je takoj iti, ker je treba mrliča umiti. Ne? To so imeli dejansko zaforo, da so šli, pa se pa tak samo po sebi zgodi. Tudi mi imamo zaforo, ko se nekomu hudo zgodi, rečeš, moje sočutje. Ne pozabiti obiskati tudi tiste, ki se zdijo kakor krivi. Ne? Vem za primer, ko je sosed povozil soseda, pa je bil še ob tem pijan do smrti. Ne? Tudi ta, ki se je to naredil, je rabo bližino, sočutje, prišel sem, čutim s teboj. To, kar rečeš, je prvo, je samo moje sočutje. To je obredna beseda. Pa se bo zgodil pa samo po sebi. Če misliš, da boš mogel z pametovanjem reševati, pa bo groza to, ne? Bo začel praviti, kako se je tam enemu zgodil, pa kako to enemu zgodil. To sem zdaj pred kratkim doživel, ne? Ne morete verjeti, ne? Ena oseba je zbolela za rakom, ne? In sem bil zraven, ko je prišel potem situacija, da je prišla še druga in je začela ona pripovedovati same primere, kako je en zbolel za rakom, kako je pa umrl, ta je čez 3 leta umrl, on je čez 3. Razumete, pa sem bil začel, kako pa poznam veliko oseb, recimo med njimi tudi mojega brata, ki so pa popolnoma ozdraveli in je čist vredno, ne? Razumete, nekaj, ne moš razumeti, kaj imajo nekateri, veste, če imaš ti silno potrebo, da že 20, mislim, da je 20 čez 6, poslušaš 112, 113, ne? In se zjutraj stošira z dozo negativizma, ne? Zgodila se nesreča en mrtev. Dragi moji, 20 milijonov se jih dan zvozi drug mimo drugega, pa če bo en mrtev, je to pravzaprav minimalno. Zakaj ne rečejo? 2 milijona ljudi se je srečno peljalo drug mimo drugega, se je pa zgodilo, da je tudi eden. Ne? Mi pa koncentriramo tam gore, to je nekaj te blatiti življenje. Če pa že poveste to, pa ne pozabiti povedati celovito resničnost. Veliko dobrega se je zgodilo, ne? Veliko dobrega. Biti pozor na to dobro, ne? Da ne vem, zakaj sem to povedal. Mogoče pa to pomembno. Bom naredil to piko. Tako. Ma kjer kako misel, kako vprašanje, kako svoje spoznanje. Upam, da vas nisem prav čokiral. Vedno je kakšno vprašanje, ali je danes je trema, ali smo že vse. Tam, kjer jaz živim, tam živijo gozdni možje. Danes je šlo iz tega, veste? Ja, da so gozdni možje, jaz sem takvi gozdni mož. Ponovadi otroci, ko me zagledajo, ne prenedijo. Jaz bi imel vprašanje, če smem. Meni se je to zelo dotaknilo, ena misel, ko ste rekli, naprimer, kot otrok, ki je mali, ne? Ki nima tega izkustva, on nič ne pozna. Se speče, odnosno preden mu rečemo ajs, naprimer, ne? On kasneje to razume, ne? Zanima me, kje smo danes kot odrasle osebe tukaj, ki mogoče ni v tak kontekst, ampak ki volimo ene iste politike vedno in se vedno opečemo, ne? Zakaj to počenjamo? Otrok se ne bo več drugič dotaknil ene plošče. Model trojstva nam manjka. Vete kaj, če smem povedati? Mi smo tako otroči, da nas tako izpeljejo v igrico med dvema ognjima. In potem se enkrat igramo na eni strani, pa na drugi strani, oziroma smo eni proti drugim, veste, to je otročje. Že stare civilizacije so imele model trojstva. In ta model so morale zelo močno utrjevati, celo so nekaterimi starimi naselbami najdete grič, določen grič oblikovan v model trojstva. Vedno manjka, vedno bo razpetost med levo in desno. Vedno bo medreligiozna razpetost. Vedno bo, če gremo čisto bolj v družino, moški in ženska se strašno plus in minus, pa ne mislim, da je moški plus, ne? Ali pa ženska, da je plus, ampak je v vsakem plus in minus, ne? V meni je plus in minus in v vas je plus in minus. In če smo mi navajeni na model polarizacije, ko bom jaz prizadet, zdaj se mi to ne poznava, predu, super, vam dopuščam, da ste vi tudi plus, ne samo minus, in vi verjetno tudi meni dopuščate, da sem tudi plus in pa minus. Ko vas bom pa jaz prizadel, boste pa vi v svoje ranjonosti videli v meni samo minus. Ne?
vi boste pa plus. Ne? In to se lahko zgodi tudi v odnosu mož-žena. Polarizacija je nujna. Zato so stare civilizacije vedele, da je rešujoč model trojstva. Jaz rečem temu božji delček. Vmes moraš dati element tretjega. To je bilo vedno sveto. Bil to Bog ali je bilo to nekaj, kar je svetlega. Socialna psihologija govori o normi. Sodstvo ima mediatorja. Vere, religije imajo Boga. Mi imamo pa 3 glav državnih. Ja, 3 glav, ampak smo pa čista polarizacija. In kaj se zgodi pol, ne? Jaz sem, recimo, da sem jaz desni, ne? Jaz sem seveda plus, vi ste minus, ne? Mislim, to, kar sem jaz poslušal včeraj, predvčerajšnjem, nekdaj je bila ta seja izjema, to ni niti za vrtec. Razumete? Niti za vrtec. In se ga grejo, mislim, to ni le smešno, to je bedasto. Model komunikacije kot totalno bedast. Mi se bomo mogli povrniti nazaj od polarizacije k modelu trojstva. To pa pomeni, recimo, če vi ste odprli svet politike, da bo tretji element skupno javno dobro, interes in gibalo. In bomo morali sprejeti, da ste vi nujno drugačni od mene in jaz tudi za vas. Ampak ta drugačnost je dejansko samo stimulans, da bomo preraščali, da bo misel rasla, da se bomo drug drugemu, z drugostjo in drugačno stimulans za nenehno evolucijo, za preraščanje. Mi smo se pa ujeli v totalno banalno polarizacijo, ki nima bodočnosti. Lahko se zdaj obrne, da bojo eni drugi, pa bo se spet pol obrnili, vse je pa dejansko za cajtom. To je model, ki več ne funkcionira, ker dejansko, ker vse tone. Ne? Seveda naši, pa naj bojo levi ali desni mislijo, da bi mi rešili. Ne? Dokler ne bom znal, jaz sem rekel prej model 1:5, dokler ne bojo znali v skupščini, če smo se že politično, tisti, ki so na desni, tistim ta levim in tisti ta levi povedati ta desnim, na eno nestrinjanje, 5 stvari, na katerih pa lahko sodelujejo v interesu tretjega, javnega, dobrega, nimajo tam kaj početi, ker so destruktivni in je čisto vse, ker je na vladi. Problem niso levi, desni, ampak je model problem. Model, ki je, oprostite, nikakvi. In tisti poslanci, ki tako potem nikakve modelu delajo, naj se vendarle za božjo voljo umaknejo. Preizkus pa bi bil, da najdejo na nasprotni strani 5 stvari, na 5 stvari, ki so možno sodelovali. In jih je več. Jaz pa v tem, kar sem poslušal, niti enega strinjanja. To je, pa naj bojo levi ali desni, so govorili, veste, ni dobene razlike. Povsod je model zarukan. Ja, veste, mogoče zakaj sem jaz to izpostavil kot politike in otroka, ne? Ker v bistvu bolj bom rekel, se navezuje na tisto sočutje. Rekli smo danes, vsak izmed nas je ali bo ali bilo kak zgubo nekoga. Vi ste lep dal primer, ste dal, ne, naprimer, vsi pohitimo kot tej družini, posamezniku, ne, izkažimo sočutje. Kdo bo nam dal kot kolektivno to sočutje, ker zaradi odločitev teh naših politikov, odnosno vlada ali bilo koga... Zahodne civilizacije. To je model zahodne civilizacije. Na tak način, rečemo pri izgubi, bom rekel, pri bolezni, odnosno pri smrti, ne, zgubimo fizično, pa tudi drugače, no, da ne dužim, ne. Bom rekel, tu zaradi te situacije, ne, pa bom rekel, dosti več ljudi na dosti drugačnih nivojih, ne, trpi, ne. Kje je zdaj tudi ta kolektivna, bom rekel, veste, kje je ta kolektivna? Danes je tukaj le. Vi ste, ki jo zaveščate. Vi ste upanje, vsak od vas. Vsak od vas je upanje. Začenja se pri posamezniku. Ko reče posameznik, dost mi je. Ko se prebudi v posamezniku zopet čutenje, da je božji otrok, tisto božje otroško v duši in začneš verjeti temu otroku, dušici, ki jo nosiš v sebi. In v imenu te dušice dejansko začneš preraščati tiste ujetosti, v katerih so te hoteli zadušiti, za interes kapitala. Jaz sem velik optimist, zaradi vedno večjega števila
prebujenih, miselno, duhovno, čustveno prebujenih ljudi. Ljudi, ki delajo na tej celostni inteligenci. In sem optimist. Če sem še pred nekaj leti govoril o možnem potopu naše zahodne civilizacije, celo verjamem, da bomo splavali, ker smo prišli v take skrajnosti, debuloze že, ne? In vidim, da se nismo tam utopili, ampak da se začenja vedno več ljudi dvigovati, prebujati, dihati, iskati, spoštovati, povzdigovati glas. Vsak od vas, vsak glas šteje. Za interes življenja, prebujenega življenja. Kako narediti, da ne bi bil potem, kako narediti, da ne bi izpadel bedak. Veste kaj, mirno pripovedovati. Mirno pripovedovati. Veste zakaj? Ni se več treba bati. Razumem. Veste kaj, ni se treba več bati. Zato, veste kaj, mogoče pred 10 leti, če bi vi neko misel izrekli v tej smeri, bi še bili naivni. Zdaj pa je prišla družbena klima v tako skrajno situacijo, da ljudje hlastajo po alternativi. In ko boste vi ne borbeno, ampak iz tega, kar je v vas dozorelo, spregovorili in ponudili ne resnico, ampak svojo spoznavno resničnost, v dialog. Ne, da bom jaz zdaj vas, vi ste butli, jaz sem pa ne, ampak jaz hočem slišati tudi vašo resnico. Moja osebna spoznavna resničnost, prebojenost je to. In čakam, ker da mi vi spregovorite svojo, to je evolucija misli. Ne? Danes je čas zelo prebojen. Sicer pa verjamem, da se gibljajo ljudje, ki so v vas, to pa spet govori kvantna znanost, se gibljajo v podobni prebojenosti in čakajo na vaš dodatek, da bodo lahko tudi oni dodali in bomo lahko skupaj rasli in preraščili. Kar mirni bodite, še za izjave, za katere bili pred 10 let smešni, boste danes nagrajeni v narekovaju z zanimanjem in pričakovanjem. Govorili ste o sočutju in o tem, kako spodbujamo ljudi, da morajo biti močni. Kaj se zgodi s človekom? Mi smo naravnani po primu, trpečemo človeku, da mu damo nasvete, da mu pomagamo, da bi ga radi ohrabrili. Kaj se zgodi s človekom, ki gre temu človeku pomaga trpečemu, da ne pride s sočutjem, ampak da pride s nasvetom? Kje pride do kakega stika, da človek zgubi sočutje? Razumem to. To je naredil racionalizem, veste? Mi smo skrčili, da si pameten, če nekaj fumflaš, ne? Zgubili smo celostno inteligenco. Celostna inteligenca pa je ne samo racijo, razum, zelo pomembno, ampak je prav tako intuitivnost, je duhovna inteligenca, čustvena inteligenca. V nas so vse ta tipala. Jaz sem zelo vesel, da je prišla fizika od te Newtonove fizike, mehanske fizike k kvantni fiziki, ker ta govori o subtilnosti, občutku, občutljivosti. Recimo, če je Aristotel ločil fiziko in to, kar presega merljivo, je prišla kvantna fizika zopet do tega, da moramo povezati celovitost. Ne? In jaz upam, da ne bo predolgo obdobje, ko bodo tudi ostale, recimo antropološke vede, sledile temu uvidu fizike, kvantne fizike in zelo, zelo poudarile ne samo zgolj racijo, tale zgornji štuk, ampak celostno inteligenco. Seveda se potem začne, zelo verjamem, da se bo zelo kmalu, mogoče čez 20 let, upam pa, da že prej, prebudil en nov model izobraževanja, ker bo ob teh, recimo, vsebinah, ki so nujne za poklicno usposobljenost, dodane vsebine, vaje na nivoju doživljajske pedagogike za radost bivanja, za sočutenje, za to, da se bomo znašli. Vse hospic dela v tej smeri. Tudi povzdignite glas, ne se bati predlagati. Čeprav se bo zdelo 5 let, da je to govorenje opazno, ampak veste, tudi kapljica, kaplajmo v novo razsežnost našega sobivanja, dodane vrednosti.
Jaz bi mogoče dodala zdaj torej, da sem se naučila pri hospicu, da sem spremljala umirajoče. Tam so nam povedali v izobraževanju en stavek, ki se me dotaknil in je ogromno pomembno in je odprl to pot, kako spremljati žalujočega, kako biti takrat na pravem mestu s pravo besedo. In sicer oni pravimo, da rečem pri hospicu, boli samo veliko srce in veliko uho. Odlično. To pomeni, navajeni smo biti toliko besed, ker nam je zelo narodno, ker nismo znali. Ampak izobraževanje na hospicu te usposobi. Ti veš, kako sem začela na ta način delovati. Meni je bilo potem dosti lažje. Dosti lažje mi je bilo pristopiti, bom povedala tudi primer naši družini, ki je bil najbolj boleče, najbolj tragičen, ko je od moje sestrične sin pri 25 letih naredil samomor. In potem smo prišli tja in takrat sem jaz rekla, da bom poskušala pomagati, res pomagati, ampak to pomeni samo biti zraven. In takrat, ko je bilo tak na hitro, konec pogreba in ko smo že sedeli vsi v gostilni, sem jaz gledala to ubogo mamico, mojo sestrično in njeno hčerko, za sestrica od tega fanta. Kak trpita, grozno, ne? In jaz sem edina začutila, ker resnično tam so se že vici pravili počasi, ne? Ker se žlahta dobivamo še samo na pogrebih pa na porokah, ne? Smo bili zelo veseli, da smo prišli skupaj, dosti nas je bilo. In sem jaz šla k njej in sem ji rekla, če bi ona bila za to, da jaz ne odpeljem domov, pa da si skuhala čaj, pa da se v miru pogovorila. Izjemno. Je rekla, sam Bog te je poslal, to sem zdaj povedala, ne da sebe hvalila, kaj? Ampak kot primer, kak se da, ne? Ker takrat sem jaz začutila, jaz sem sama bila mamica, moj sin je imel 23 let, bila sem zelo povezana s tem fantom, ki je umrl in sem vedela, kaj nam doživlja, ne? In ko smo prišli domov, prišla hčerkica zraven, sestra pa jaz, pa mamica, oni so vsi ostali, oče mora ostati zaradi cele žlahte, ne, ker je to tako grozljivo, ne, da moraš ti zdaj za njih skrbeti, da pa delati uslugo, ne? Vsi jedli, pa vsi pili, pa da ne smo se mi začeli potem normalno pogovarjati, skuhali smo čaj, kavico in potem se mi celo ponudila knjigo Učbenik življenja od Kojca. Je rekla, jaz bi ti nekaj dala kot pomagalo, ko boš zmožna, če boš želela povedati, kaj bi te mogoče malo potegnila, pa bi dala kaj za razmislek in so bile presrečne, no to je delovalo resnično. In potem dopustiti tem ljudem, ki se jim zgodijo, to mi je pravilo zopet, če se obrne na gospod Ščap, ki je 2 otroka zgubila, rekla, tako grozno je, da doben se o tem z mano, jaz bi se rada o mojih sinovih pogovarjati, doben se noče pogovarjati, pustiti, ne se bati. Ta racionalizem, kot je za marsikaj bil dobrodošel, je naredil pa toliko škode, zato ker je hotel biti kralj nad kralji, ni kralj nad kralji. Že Kelti so rekli, Bog je dal moškemu moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. In tu skuje pa ta celovita inteligenca. Ja, hvala za to. Tako? Še mogoče. Nič ne bomo, morda bo še potem kaj. Še nekaj, da pozdrav. Manca Košir vas prav lepo vse lepo pozdravljam. Skor bi pozabil pogledati. Joj. Preden boste knjigam pristopili. Ja. Če kdo želi, gledajte, lahko tudi dobiti knjigico. 20 evrov, vsak mora po računu vzeti, ker pač založba, se veste, ne, mora biti. Preden boste knjigam pristopili, pa morda še kako besedo, bi se vam jaz iskreno zahvalila v imenu sodelavcev hospica, seveda, in pa vseh, ki smo tukaj. Ena od naših prostovoljk je takšen šopek pripravila za vas. Mi smo se pa nekako odločili in vam izročamo knjigo, za katere prevod je hospic poskrbel in jo tudi imamo na razpolago, in sicer napisala jo je
švicarska mamica, naslov je Metulje otrok, je pa izkušnja negovanja in pa čutenja ob umirajočem otroku. Morda ste lahko komu tudi s tem pomagali. Najlepša hvala. Iskrena hvala. Pa še eno. Hvala.